Spoštovani predsedniški kandidat, dr. Milan Zver, soprogo, spoštovani predsednik SDS, Janez Janša, soprogo, spoštovani člani, simpatizerji, prijatelji Nove Slovenije in SDS, spoštovani moji zamejski Slovenci, spoštovani glasbeniki, vsi skupaj prav lepo pozdravljeni. Spoštovani Milan, najprej se ti želim zahvaliti, da si se odločil in sprejel kandidaturo za predsednika. S tem je tudi Nova Slovenija dobila kandidata za predsednika, ki ga z veseljem podpira, kajti tvoje vrednote so tudi naše vrednote. Vedno, ko se sprašujemo, kakšnega predsednika si želimo, seveda naštevamo najlepše, najboljše lastnosti. Tako je prav. Hkrati se pa zavedamo, da predsednik ni Bog, ki vse ve, ki vse zna, ki ne dela napak. Predvsem pa je pomembno, da je predsednik človek, ki je blizu ljudem, ki je človeški, ki zna opravljati najtežja gospodinjska, kmečka, druga dela, nečastna morda za nekoga, ne samo v času kampanje, ampak v vsakdanjem življenju, in takšen je dr. Milan Zver. Tako kot je s ponosom govoril o svojih hčerkah, sedaj govori o svojih vnukih, ki bi ga radi imeli čisto zase, ampak kljub temu upam in zaupam in želim, da bi bil tudi naš predsednik. Od vseh govornikov smo slišali o njegovih dobrih lastnostih. Sedaj zgleda, kot da se vsi ponavljamo, ampak prav ponavljanje je mati modrosti in to tudi kaže na to, da si teh lastnosti nismo izmislili, ampak da dejansko držijo. Dr. Milan Zver je človeški, je pošten, njegova beseda je tehtna, govori tisto, kar misli in tudi dela, govori tisto, kar je prav in pošteno in ne tisto, kar se splača. Sedaj je naša vlada na oblasti. Veste, v kakšnem stanju smo sprejeli državo in kako težko nalogo imamo. Vendar za takšno stanje ni kriva ta vlada. Krivi so tisti, ki so vladali prej. Mar bomo sedaj tiste nagradili z glasovi, ki so spravili državo v take stanje in kaznovali tiste, ki podpiramo našega kandidata Milana Zvera? No, vem, da ta aplavz pomeni to, da za takšne ne bomo glasovali, pač pa podprli našega kandidata in pri tem naj nam javnomnenjske ankete ne vzamejo poguma. Iz lastnih izkušenj vem, kako je bilo lani pred volitvami za Novo Slovenijo, ko so nam vsi govorili, ne bo vam uspelo, nimate možnosti, še nikomur ni uspelo, niste dobri, predsednica ni v redu, nič ni v redu, mi smo pa delali, zaupali in zmagali in to želim tudi tebi, Milan. Nova Slovenija je imela včeraj in danes dvodnevni posvet, ker v jeseni nas čaka kongres, in pri tem smo tudi ugotavljali, kakšni so slovenski volivci. In 1/3 volivcev, volilnega telesa je taka, ki se odloči v zadnji minuti. In zato verjamemo, da v tej kampanji ima naš kandidat dr. Milan Zver še veliko možnosti, prav tako tudi mi, da prepričamo volivce, da je on najboljši, najprimernejši kandidat za našega predsednika in to bomo tudi storili.
Vemo pa, da nekateri znajo delati tudi napake. Računali bomo na napake nasprotnikov, mi se bomo borili do konca in odločilni goli padajo tudi v zadnjih sekundah in na to bomo računali. Milana Zvira zdaj že nekaj časa srečujem na različnih prireditvah, shodih, vem, da je naredil že veliko kilometrov, da se zelo trudi, pri tem stoji ob strani tudi žena in družina, tako da hvala tudi vsem vam. Vendar mislim, da moramo tudi mi narediti vsaj nekaj teh kilometrov in korakov, ki jih je naredil on, če želimo, da bomo imeli svojega predsednika. In to zasluži in to mu dolgujemo in to je prav, da tudi storimo. Spoštovani Milan, tvoj priimek je sicer malo zverinski, pa vendar si ti zelo človekoljuben, kot smo slišali, nič krvoločen, vendar v političnem ringu le uporabi nekaj teh lastnosti. V Novi Sloveniji pa ti obljubljamo, da se bomo zverinsko zavzetostjo, ne s krvoločnostjo, zavzeli za to, da boš izvoljen za predsednika države. Najlepša hvala gospe Ljudmili Novak. Z doktorjem Milanom Zvirom sta več kot 20 let ne le dobra prijatelja, ampak tudi tesna politična sopotnika in sodelavca. Odlikuje jo resnost, umirjenost, sposobnost analitičnega mišljenja in zavedanje, da Slovenija za rešitev svojih resnih problemov potrebuje resne ljudi. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, dovolite mi, da na oder povabim predsednika Slovenske demokratske stranke in predsednika Vlade Republike Slovenije, gospoda Janeza Janšo. Spoštovani gospe in gospodje, dragi rojaki